Dober dan. Na ORL kliniki v Ljubljani smo izjemno ponosni na prvo izvedeno endoskopsko odstranitev tumorja nosnega dela žrela. Endoskopsko pomeni, da je bil tumor odstranjen preko naravnih votlin, torej brez rezov kože na glavi in obrazu. Anatomsko področje je izredno globoko in kompleksno, kar pomeni, da ga izvajajo samo specializirani redki centri v svetu, in od zdaj to izvajamo tudi pri nas. Gre za pomemben mejnik tako za ORL kliniko kot za Univerzitetni klinični center Ljubljana kot za celotno slovensko otorinolaringologijo. Operacijo je izvedel docent doktor Domen Vozel, specialist otorinolaringolog, ki se je za omenjeni poseg in podobne posege izpopolnjeval tudi v tujini, torej v ZDA. Pri tem se je opiral na znanje, izkušnje, pomoč in nasvete docent doktor Jureta Urbančiča, našega vodjo službe za kirurgijo nosu obnosnih votlin, in hkrati na njegove temelje, ki jih je postavil že dobro desetletje nazaj glede kompleksnega endoskopskega zdravljenja, torej kirurškega zdravljenja tumorjev lobanjske baze. Ne smemo pozabiti na naše predhodnike, in sicer profesor Miha Težargija in primarij Jerneja Podboja, ki sta z endoskopijo nosu začela že v 80. letih prejšnjega stoletja. Osebno menim, da je sprejemanje znanja naših učiteljev in podajanje znanja našim učencem temelj za razvoj slovenske medicine, in to na kliniki upoštevamo vsakodnevno. Dosežek, torej ta operacija, o kateri boste slišali malo kasneje, je uspeh izjemno dobro usklajenega timskega dela. Torej ne gre samo za kirurško ekipo, za operaterja in asistenta, ampak tudi za anesteziološko ekipo, za onkologa, za medicinske sestre, torej sestre v operacijski, to so inštrumentarke, sestre na oddelku, anesteziološke sestre in hkrati ves podporni kader kliničnega centra, ki ni vedno medicinske stroke. Torej za eno tako operacijo stoji 25 do 30 zaposlenih. Rad bi poudaril, da pacient že uspešno okreva doma, kar nas je še dodatno utrdilo v prepričanju, da smo se pravilno odločili za uvedbo takega postopka oziroma te operacije. Torej gre za pomemben korak tako za naše bolnike, kar je najpomembnejše, kot tudi za prihodnost obravnave onkoloških problemov tega področja. Hvala. Najlepša hvala, predstojnik, predsednik profesor doktor Šifrer. Zdaj pa prosim glavnega kirurga v tem posegu, docenta doktorja Domna Vozla, specialista otorinolaringologije, da nam predstavi, kako je potekal poseg. Dober dan še z moje strani. Hvala za udeležbo v tako velikem številu. Torej, s ponosom in z veseljem sporočamo, da smo junija letos na ORL kliniki uspešno, kolikor nam je znano, prvi v Sloveniji skozi nos, torej skozi naravne odprtine, odstranili rak nosnega dela žrela, ki mu pravimo tudi rak nazofarinksa. Šlo je za zahteven poseg, imenovan transnazalna, transpterygoidna endoskopska nazofaringektomija. Začelo se je maja 2025, ko mi je kolega onkolog radioterapevt doktor Plavc predstavil gospoda z rakom nosnega dela žrela, ki se je ponovil po zaključenem zdravljenju z obsevanjem in kemoterapijo. Onkolog je zelo hitro, torej učinkovito obravnaval bolnika, prepoznal zelo zgodaj bolezen in ga predstavil nato našemu timu za zdravljenje nosu, obnosnih votlin in lobanjske baze. Prosil za presojo možnosti kirurškega zdravljenja te ponovitve raka. No, po pregledu dokumentacije, po dodatnih preiskavah vzorcev na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, so ponovno potrdili, da je šlo za rak, zato smo gospodu predlagali kirurški način zdravljenja. Razložili smo mu vsa možna tveganja, ki so lahko zelo huda. Gre za zelo zahteven poseg, kot je možganska kap in tudi celo smrt.
ker se operira v neposredni bližini velikih vratnih arterij. Na hitro, rak nazofarinksa oziroma nosnega dela žrela je rak, ki se pojavi za nosom. Torej, je nekako umeščen v sredino dna lobanje in posledično razrast tega raka povzroča zelo hude težave, torej okvaro različnih živcev, ki omogočajo gibanje oči, obraza, senzoriko obraza in tako naprej. Torej je pomembno, da se ga zdravi in prepozna na zelo učinkovit način, torej zgodaj in potem zdravi zgodaj in varno. Prevladuje zdravljenje z obsevanjem in kemoterapijo, kirurška možnost pa je rezervirana samo za tiste, večinoma samo za tiste, pri katerih je prišlo do nezadostnega učinka zdravljenja z obsevanjem in kemoterapijo ali pa do ponovitve bolezni. Govorimo o približno do 20% ponovitve glede na raziskave iz tujine, torej po obsevalnem zdravljenju. Operacija sama je še bolj zahtevna zaradi dejstva, ker se izvaja v predhodno že tretiranem tkivu, torej v predhodno obsevanem tkivu, torej pomeni, da gre za nekakšno brazgotinjanje, zato je treba še toliko bolj natančno izvajati poseg. Zdaj, priprave na poseg, tehnične priprave na poseg so trajale več tednov na sam ta poseg za tega specifičnega bolnika, ampak seveda smo se opirali na vso znanje, ki smo ga pridobili v tujini, na znanje še bolj izkušenih rinokirurgov, Centra Urbančiča, izkušenj iz področja endoskopskih operacij nosu, obnosnih votlin in lobanjske baze, ki smo jih pridobili predvsem pri zdravljenju malignih in benignih tumorjev nosu. Seveda smo pa tudi prebrali veliko literature, da vidimo, kako se bolezen zdravi v tujini. Sam poseg je trajal približno 6 ur po natančno izdelanem načrtu. Nekako je bil razdeljen v 3 faze, torej nosna faza, faza na lobanjski bazi in pa faza rekonstrukcije. V nosni fazi smo pripravili vse potrebno v nosu skozi nosnici, da smo prišli do nazofarinksa. Potem smo rak izrezali, torej govorimo o fazi na lobanjski bazi. Na koncu, ko smo rak odstranili v celoti, pa je sledila rekonstruktivna faza, torej smo področje izreza prekrili z zdravim tkivom iz sluznice nosu. Operacija je potekala brez zapletov, torej gladko, in tudi zgodnje pooperativno ter pozno pooperativno obdobje so potekali brez zapletov. Gospod je bil 5. pooperativni dan odpuščen iz klinike za ORL in cervikofacialno kirurgijo, brez težav, normalno se je hranil, ni imel težav z dihanjem, ni imel težav z odpiranjem ust, torej smo bili z izidom operacije zadovoljni. Torej, na kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo smo, kolikor nam je znano, prvi v Sloveniji uspešno izvedli ta poseg na transnazalni endoskopski način. In od sedaj naprej z veseljem sporočam, da imajo bolniki z rakom nazofarinksa tudi v Sloveniji možnost tega načina zdravljenja, torej kirurškega načina zdravljenja, kar pomembno izboljša njihovo preživetje in možnost ozdravitve. Vpeljane kirurške tehnike se bodo nedvomno uporabile tudi v zdravljenju drugih tumorjev, torej ne le malignih tumorjev in ne le tumorjev v področju nosnega dela žrela, temveč tudi v sosednjih področjih. Za dosego tega mejnika v slovenski otorinolaringologiji in onkološki kirurgiji glave in vratu se zahvaljujemo celotnemu timu. Tukaj je pomembno delo ne le kirurgov, temveč tudi anesteziologov, vsega zdravstvenega osebja, onkologov, radioterapevtov, internističnih onkologov, nevrologov in še bi lahko našteval. Bolniku pa se zahvaljujemo za zaupanje, ker smo pri njemu lahko izvedli ta poseg. Najlepša hvala, docent gospod Tone Vozel. Kot je bilo že omenjeno, je operater, tudi izkušen kirurg, operater, docent gospod Jure Urbančič, specialist otorinolaringologije, vodja dejavnosti rinokirurgije in lobanjske baze na kliniki za ORL, tako da vas prosim še za vaših nekaj besed. Najlepša hvala. Tudi jaz pozdravljam pravzaprav vse udeležence. Rad bi poudaril to, da so endoskopski posegi v nosu in obnosnih votlinah pravzaprav precej običajne zadeve. To ne izvajamo samo mi, tudi druge bolnice. Obenem je to ena pot za bolnika, ki je relativno elegantna in enostavna, da opravimo stvari, ki so jih pred veliko desetletji opravljali z velikimi rezi na obrazu.
Druga stvar je pa, ko se pogovarjamo o najbolj zahtevnih endoskopskih posegih v nosu, obnosnih votlinah in na lobanjski bazi. Takrat pa pravzaprav gre za en čist drug način dela, kjer običajno sodelujeva dva kirurga ali pa sodelujeta dva kirurga, ki morata biti ustrezno izobražena za to, ki morata sodelovati kot pravzaprav en človek. Včasih te kirurgije, tako malo za šalo rečemo, da gre za kirurgijo dveh glav in 4 rok, ker pravzaprav znotraj celotnega posega gre ves čas ne za kompeticijo, ampak pravzaprav za neko skupno sodelovanje v dobrobit samega bolnika. Te stvari moramo predvsem pri izobraževanju pravzaprav upoštevati, druga stvar je pa tudi pri opremi, ne. Zaprav tudi oprema mora biti vrhunska, da lahko je na koncu rezultat takšen, kot si ga želimo. Jaz osebno sem ponosen na ta dosežek, ponosen sem na celotno ekipo, ki jo vidite tukaj pred nami, to se pravi na vse elemente, ki so, kot je bilo že rečeno, zaslužni za to, da smo lahko v zadnjih 20 letih pravzaprav ustvarili en center, ki je primerljiv z odličnimi evropskimi centri za endoskopsko kirurgijo baze Lebanje. Povezani smo tudi z drugimi specialnostmi, znotraj kliničnega centra je pravzaprav ta povezanost nas dela boljše, močnejše in na koncu daje boljše rezultate za naše paciente. Najlepša hvala. Najlepša hvala, docent dr. Dubravko Urbančič. Zdaj pa prosim, zelo pomembno je tudi za nekaj, ki je bilo danes večkrat poudarjeno, da je tudi dosežek tima. Prosim, Sabino Čomič, diplomirano medicinsko sestro in doktor za intenzivno terapijo, da nam predstavi pa še vidik pomembnosti zdravstvene nege, ki je vse vstopate. Lepo pozdravljeni še z moje strani. V bistvu ta poseg ne predstavlja nekega mejnika le za kirurško stroko, ampak tudi za zdravstveno nego. Gre za izjemno zahteven poseg, kot so že povedali, poteka v bližini vitalnih struktur, kar v bistvu pomeni, da ima zdravstvena nega ključno vlogo pri zagotavljanju varne in celostne pooperativne oskrbe ter v bistvu nudenju stalne podpore pacientu. V primerjavi s klasičnim pristopom endoskopska tehnika bistveno zmanjša kirurško travmo, kar za pacienta pomeni manj pooperativne bolečine, hitrejše okrevanje in v bistvu krajše bivanje v bolnišnici in nasploh boljšo psihološko izkušnjo. Zdaj, ta pacient, točno v našem primeru, je bil že naslednji dan normalno mobilen, lahko je že normalno jedel in je še v istem tednu po operaciji bil odpuščen domov brez kakršnihkoli komplikacij. Torej, ta endoskopski pristop ne pomeni nekega tehnološkega napredka, ampak je v bistvu tudi zelo pomemben korak naprej za zagotavljanje celostne in individualizirane ter bolniku bolj prijazne oskrbe. Najlepša hvala tudi vam, gospa Sabina Čomič. Seveda pa je v tem bila zelo pomembna sodelovanje z Onkološkim inštitutom, zato prosim dr. Gabrija Klavca, doktora medicine, specialista onkologije in radioterapije z oddelka radioterapije Onkološkega inštituta, da predstavi še vidik v bistvu Onkološkega inštituta in zdravljenja pacienta pred tem in seveda sodelovanja. Hvala za predstavitev. Jaz bi najprej želel še enkrat iskreno čestitati kolegom v Kliničnem centru Ljubljana za to res izvrstno izvedeno operacijo. Kot rečeno, gre na srečo to v tem primeru za res redko bolezen v naših krajih. V osnovi je, kot je bilo tudi rečeno, že občutljiva na obsevanje, tako da zdravljenje bolezni, ko se prvič pojavi, je z obsevanjem z ali brez dodatne kemoterapije. V večini primerov s tem bolnike pozdravimo. V redkih primerih, ko se bolezen ponovi, so na možnosti terapije, kjer je cilj ozdravitev, žal je pa velikokrat ozdravitev nemogoče doseči, takrat sta na mestu sistemska terapija, predvsem s kemoterapijo in imunoterapijo. Ko se ponovi bolezen v predhodno obsevanem področju, je nadaljnje zdravljenje še toliko bolj zahtevno. Tukaj sta na voljo dve tehniki. Ena je z ponovnim obsevanjem, druga pa je z tako zahtevno operacijo, kot je bila izvedena v tem primeru. Treba vedeti, da je tudi v randomizirani raziskavi, kjer so neposredno primerjali skupino bolnikov, ki so jih zdravili z ponovnim obsevanjem, in pa skupino bolnikov, kjer so izvedli tako operacijo, se je izkazalo, da je slednja bistveno boljša in zagotavlja oziroma omogoča tem bolnikom bistveno daljša preživetja v primerjavi z ponovnim obsevanjem. Predpogoj za izvedbo take operacije je, da se bolezen odkrije, ko se ponovi dovolj zgodaj, preden se preveč razraste ali pa preden zaseva.
Tako da tukaj je zelo pomemben ta multidisciplinaren pristop k bolnikom, tako na Onkološkem inštitutu, kot v sodelovanju z Kliničnim centrom Ljubljana, ne samo v diagnostiki, pa potem tekom zdravljenja, ampak tudi tekom večletnega sledenja, ker sam ta pristop, skrbno spremljanje in pa dostopnost do teh vrhunskih diagnostičnih aparatur in tehnik, ki so na voljo tudi na Onkološkem inštitutu, nam omogoča, da odkrijemo recidive dosti zgodaj, kot smo v tem primeru, ko smo odkrili nekaj milimetrski recidiv. In moramo vedeti, da je res velikega pomena, da imamo to najboljšo tehniko zdravljenja teh ponovitev zdaj na voljo tudi pri nas v Kliničnem centru Ljubljana. Hvala. Najlepša hvala tudi gospodu Gabrielu Plavcu. Preden v bistvu vam dam na voljo govorce za vprašanje, naj povem tudi, da je z nami Sandra Otoripac, diplomirana medicinska sestra, vodja inštrumentark klinike za URL in Katja Vegonja, doktorica medicine, vodja anesteziološkega tima klinike URL. To se pravi, tudi obe sta tudi na voljo zdaj v tem delu za vaša dodatna vprašanja, ker ste obe pač pomemben del tima vsaki zahtevnik, oziroma vsaki področju posegu. Tako da govornice so vam na voljo. Kako je z bolnikom danes, kakšna perspektiva njegovega okrevanja, na kakšen način ga boste spremljali v prihodnje? Hvala za vprašanje. Torej, bolnik je, kot rečeno, v domači oskrbi že od 5. pooperativnega dne. Okrevanje je po pričakovanju, nima nobenih pomembnih okvar, ima blage težave z zaznavo vonja, kar je pričakovano zaradi faze celjenja in izločanja krast iz nosu. Bolnika bomo na začetku, ker govorimo o raku, spremljali na vsake 1 do 3 mesece, potem prvo leto, potem pa intervale spremljanja razredčili na vedno daljše. Verjetno pa bo potrebno doživljenjsko spremljanje bolnika z rakom. Starost pacienta vas zanima. Gospod je bil 46 let star, mlad. Kdaj pa ste opravili to operacijo? To operacijo smo opravili junija letos, ja. Mogoče še je kakšen pacient ali več njih, ki zdaj čaka na to isto operacijo, se pravi, da jo boste v kratkem ponovili, kolikokrat recimo na leto pride v poštev, koliko je v bistvu bolnikov s tem rakom v Sloveniji na leto in mogoče neka številka, ocena, za koliko od njih pride v poštev zdaj na novo operacijo. Na to vprašanje lahko odgovorim, da zaenkrat noben pacient ne čaka na to operacijo, ima pa več podatkov kolega onkolog, ker primarno, torej oni prvi zdravijo to bolezen. Zdaj, glede na literaturo, je ponovitev v tistih državah, ki imajo visoko pojavnost tega raka, do 20-odstotna, a ne. Če to preračunamo na našo pogostost, pojavnost raka, bi bilo to približno pri do 2 pacientih letno, a ne, ampak mogoče bo doktor Plavc želel odgovoriti. Tam nekje pa nas je okrog 10 bolnikov. Seveda. S to boleznijo je pri nas okvirno 10 bolnikov na leto, ne. Zdaj, ponovi se, nekje so ocene okrog do 20%. Zdaj, treba vedeti, da vse ponovitve niso ozdravljive, ker taka zahtevna operacija je smiselna takrat, kjer je cilj zdravljenja ponovitve bolezni ozdravitev, a ne. Ko je bolezen se razširila po telesu, si beremo drugačno pot. Tako da v bistvu, tako kot je bilo rečeno, nekje do 2 bolnikov na leto, tako da to je redka operacija, ampak z tega vidika še toliko bolj zahtevna. Govorili ste o preživetju. Kakšno je normalno preživetje brez operacije, rekli ste, da je z operacijo potem daljše? Absolutno je z operacijo daljše. Zdaj, pri tej entiteti, ko se rak nazofaringsa ponovi ali pa je metastatski, ko recimo lokalno zdravljenje ni mogoče, ko je operacija ni mogoča, govorimo o preživetjih, ne nekaj letnih, ampak krajših preživetjih. To je težka bolezen. Tako da
če imamo možnost jo ozdraviti, tudi takrat, ko se ponovi, lahko omogočimo daljše. In v takih primerih je lahko preživetje praktično nespremenjeno. Tako, s popolno odstranitvijo vse bolezni. Potem je tudi lahko izid, da se bolezen nikoli več ne ponovi. Zato je to tako pomembno. Ne vem, če še glede prejšnjega postopka te operacije, kako bilo v tem z okrevanjem, koliko daljše je bilo. Glede klasičnih starejših načinov, to sprašujete? Tako je. Torej, klasični načini, oziroma rečemo tudi tradicionalni načini operacije nosnega dela žrela raka, so pravzaprav zajemali pristop skozi obraz. Torej, je bilo treba, domače povedano, razrezati obraz, razklati zgornjo čeljust in skozi obraz priti v ta del žrela ali pa skozi skozi stran obraza. Torej, intuitivno je potem zelo velika morbidnost, torej veliko zapletov. Zapleti z odpiranjem ust, zapleti z hranjenjem, nevrološki izpadi, večja izguba krvi med operacijo, še bi lahko našteval. Tako da se te posegi pravzaprav več ne izvajajo, se skoraj več ne izvajajo v razvitih državah.